SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Dobrodošli v SBC-evem podcastu. Tokratni intervju opravljamo izven našega studia, razumljivo, smo namreč v predsedniški palači pri predsednici države, Nataši Pirc-Musar. Spoštovana predsednica, lep pozdrav. Dober dan. Hvala lepa, da ste si vzeli čas. Tik pred počitnicami je že to skoraj da, ne? Drži, ampak hvala za priložnost. Z veseljem, stvari se kar odpirajo. Morda sem res želel začeti nekoliko drugače, vendarle zdaj v vlogi SBC-ja bolj gospodarske teme, ampak ko govorimo o državi, je gospodarstvo del države in glavna tema te dni je 5%, 3%, 2% BDP-ja. Govorim seveda o proračunu in pa o denarju. Najprej, če takole začneva. Ali vas je presenetilo dogajanje okoli neobljub, obljub, razlag tudi, ko govorimo o eni najpomembnejših stvari v državi, to pa je seveda varnost? Morda ne toliko presenetilo, kot me je razžalostilo vse to, kar se je dogajalo. Veste, ko smo pred 21 leti vstopali v NATO, ni bilo tolikšnega soglasja kot za vstop v Evropsko unijo, na nek način seveda razumem, ampak vendarle smo se takrat zavezali in bili dobro informirani o tem, kaj NATO pomeni za Slovenijo, za eno manjših članic znotraj Severnoatlantskega zavezništva. Če morda lahko samo pojasnim, kaj meni osebno NATO pomeni, pa mi lahko verjamete, da sem po duši pacifistka, ampak vendarle sem danes vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije, bistveno bolj poznam ustroj Slovenske vojske, tudi NATO. NATO zagotovo pomeni zame osebno eno veliko varnost. Ne bo odveč poudariti, da gre za obrambno institucijo, torej ne gre za ofenzivno institucijo. Osnoven element NATO je obramba. Ampak NATO je mnogo več od tega. Ne vem, ali smo ljudje res že pozabili poplave leta 2023, ko smo tudi znotraj mehanizma NATO dobili ogromno ene pomoči. Ne vem, če se zavedamo, da naš zračni prostor pokrivajo iz Aviana, torej iz Italije. Mi nimamo svojih letal za nadzor slovenskega zračnega prostora. Slovenska vojska, če bi bila izven tega sistema, zagotovo bi to stalo še mnogo več, če mene vprašate. Ker ko si enkrat sam, moraš imeti vse. Znotraj NATO se naloge porazdelijo, posamezne vojske se specializirajo za določena področja in potem znotraj skupne obrambe vsak prispeva svoj delež. Bi pa rada poudarila še eno stvar. Namreč pred 11 leti smo se zavezali za 2%. Mi ga do danes nismo izpolnili in ta zaveza je bila sprejeta na najvišjem nivoju, torej tudi v državnem zboru. In zato je ta razkorak med 2% in 3% v Sloveniji in samo še v parih državah znotraj zavezništva toliko večji. Mi smo danes na 1,53%, do konca leta bomo prišli do teh 2% in seveda so kumulativni zneski zato toliko večji. In po veliko pogovorih z načelnikom generalštaba, z ministrom za obrambo, seveda s predsednikom vlade, do 2% Slovenija ne bo imela nikakršnih težav in jaz sem absolutno resolucijo podprla, dobila sem jo v mnenje, to je skladno z zakonom in tudi do leta 2030 3%, z to dvojno rabo, ki je meni zelo, zelo blizu, namreč prej sem omenila poplave NATO-ve mehanizme, kdo je prvi prijel za lopate, ko so se poplave zgodile, slovenski vojaki in vojakinje. In požari na Krasu, helikopterji. Vse to so samo dodane vrednosti, če mene vprašate. Od politike, dnevne politike, bi pa jaz pričakovala, da ne bom nevljudna, ampak več bi se očitno morali pogovarjati med seboj. Če že pri Levici razumem njihovo stališče, ko v bistvu vso svojo kariero, obstoj stranke ne zagovarjajo NATO, ne zagovarjajo oboroževanja, ampak vendarle danes sedijo v vladi, katere del je tudi Ministrstvo za obrambo, bi seveda tudi morali razumeti, kaj
pomeni državotvorni resor, kar Ministrstvo za obrambo v vseh državah seveda je. Očitno so se med seboj premalo pogovarjali. Imam občutek, da gre v ozadju za neko politično igro, ki nam lahko naredi, bom kar uporabila isto besedo kot pred 2 dnevoma v kratki izjavi, ki nam lahko naredi sramoto v mednarodnem okolju. Tega si Slovenija ne bi smela privoščiti. Jaz sem včeraj govorila s predsednikom vlade po telefonu, sva se slišala in sem ga pozvala, naj vendarle sedejo skupaj, naj najdejo možne rešitve. Namreč referendum o povečanih izdatkih za vojsko, ta je bil že sprejet, kontra udarec, če lahko temu tako rečem, referendum o tem, ali sploh še ostanemo v NATO ali ne, se opravičujem, zadeve ne gredo v pravo smer. Politika mora pokazati sedaj svojo zrelost, se pogovoriti in ugotoviti, kakšna je pravzaprav tista prava pot naprej. Zame je jasna. Odgovorno je biti in ostati v NATO, in znotraj NATO moramo seveda svoje zaveze izpolniti. Lahko mi pa verjamete, da Slovenija ni edina država, ki ima težave s kumulativno 5%. Torej 3,5 na izključno oboroževanje in 1,5 na infrastrukturi. No, ravno to sem želel reči. Govorili ste na začetku o 2%, ki jih ne dosegamo, pa o 3%, da je to že velik razkorak, ampak ko pa pridemo do leta 2035 in do 5%, to pa je nekaj, o čemer pa si tudi sam želim slišati politike, da nam povedo, kje bomo ta denar vendarle našli. Nekaj kratek izračun kaže, če smo imeli, lani 66 milijard evrov, oziroma skoraj 67 milijard evrov. Če govorimo o 5% BDP-ja, tukaj vendarle hitro pridemo do 3,3 milijarde evrov. To pa je več, kot damo naprimer danes za šolstvo. Ja. Ena varovalka znotraj, to mi je včeraj predsednik vlade zelo natančno razložil. Zdaj je neka zaveza za teh 5%, ampak mislim, da je 5-letno časovno obdobje, ko se bo preverilo, ali bo treba iti do teh 5%. Torej, to zdaj ni fiksno. Bi pa vendarle bilo dobro reči še eno stvar. Ogromno se pogovarjam s kolegi predsedniki in ena stvar nam je kristalno jasna vsem. To, kar smo mi še pred 2 letoma lahko kupili za 1,5%, danes ne moremo s 3%. Vsa ta oboroževalna bitka je strahotno dvignila cene. In ne samo cene, tudi čakalne vrste za dobiti orožje, ki ga želiš, so strahotno dolge. Torej, to obdobje bo treba spremljati. Jaz razumem danes zavezništvo in strah pred vsemi temi konflikti, ki so zelo, zelo blizu nas. Razumem tudi na nek način predsednika Trumpa, ki Evropo sili v to, da bo za svojo obrambo bolj poskrbela sama in se ne toliko zanašala na Združene države Amerike. To je seveda danes na mizi, na tnalu, če želite, ampak danes je obdobje takšno, res si pa iskreno želim, da mi čez 2 leti ne bomo več gledali vojne v Ukrajini ali vojne, bom kar spet rekla, genocida v Palestini. To sta 2 žarišči, ki sta zelo, zelo blizu nas, ki poganjata tudi vojaško industrijo. In ko se vojne končajo, veste, je metati denar v orožje zadnja stvar, ki jo seveda narediš. In 80 let miru na evropskem kontinentu je povzročilo točno to. Manj denarja v obrambo, danes je situacija drugačna, treba bo dati nekaj več, ampak kompletne, natančne, celovite evalvacije v določenih časovnih razmikih. Moram vas vprašati, ali kot pacifistka, kot ste rekli, in kot predsednica države, kot vrhovna poveljnica naših oboroženih sil, verjamete, da bo nekoč prišel čas, ko bomo rekli dobro, v orožje nam pa ni več treba dajati toliko, kot smo se zavezali leta 2025. Izkušnje nas namreč učijo, da ko enkrat dvigneš davke, ko enkrat dvigneš neko participacijo, ta vendarle nikoli ne pade. Sploh pa tukaj govoriva o svetovnem miru. Nova žarišča so se vedno odpirala, tukaj je nek dvoboj Amerike in Kitajske. Vse skozi bolj na obzorju. Omenila ste Gazo, morda imamo ali pa imajo ljudje tudi težavo razumeti, da smo vendarle v neki oboroževalni tekmi, na drugi strani pa hkrati to orožje, ki ga kupujemo ali pa plačujemo, povzroča genocid v Gazi. Ja, to je ta paradoks, pravzaprav, v katerega smo danes zašli. Nisem naivna. Ne verjamem, da bo kdaj na tem planetu prišel čas, ko obrambnih zmogljivosti države ne bodo več imele. Vedno bo ta nek morda strah, predvsem pa opažam eno stvar.
Res je, nisem dolgo v politiki, prej sem jo spremljala od zunaj. Ampak to, kar danes vidim od znotraj, je popolno umanjkanje zaupanja med politiki različnih držav. In to pomanjkanje zaupanja vodi v te konflikte. Ampak vseeno, sem pa vendarle prepričana, če bomo zmogli toliko razuma in modrosti, da se bodo vojni konflikti končali ali da se bo vsaj število zmanjšalo, potem tudi potrebe po večjih količinah orožja ne bodo takšne, še vedno pa bo zaradi obrambnih strategij vojske seveda potrebno imeti. Mislim, da je danes na svetu samo ena država, ki vojske nima, in to je Nikaragva. Ko govoriva o denarju, tukaj imamo seveda Slovenci težave, ko kar naenkrat omenjamo 3,3 milijarde evrov, ker jih je pač res težko dobiti in ker tukaj govorimo o skorajda ekonomiji obrambe, oziroma obrambne ekonomije, ampak sam bi pa morda tukaj izpostavil še eno stvar. Vi vsako leto na mizo dobite, kakšne so slovenske oborožene sile in tam so tudi številke dejansko zaposlenih vojakov. Drži. In ta številka je v resnici nizka. Ja, 7,000 stalne sestave, okrog 1,200 rezervistov, razpisanih prostih delovnih mest z rezervisti vred je 10,000, to je tisti nek ideal. V zadnjih letih, veste, se je vendarle v vojski naredil en velik premik. Mi zdaj vsaj glede na upokojevanja vojakov ne gremo v minus. Zdaj jih vsako leto več pride v vojsko, kot jih odide v pokoj. To je dober pokazatelj. In če bomo enkrat prišli do 10,000, bomo seveda vsi lahko zelo veseli, je pa to kar dolga pot. Ampak znotraj NATO, jaz mislim, da če bo ostalo tako, kot je, ne bo treba razmišljati o naborništvu. Ena zanimiva stvar je, ko govorimo o teh obljubah, ki jih damo NATO, pa ko govorimo zelo lahkotno s številkami in zato je tudi težko to upravičiti pred ljudmi, je seveda, ko je, obrambni minister dejal, do leta 2040 bi lahko imeli 30,000 vojakov oziroma zaposlenih v Slovenski vojski. In kot ste dejali, mi še 10,000 ne moremo popolniti mest. Govoriti o 30,000 se mi zdi tako lahkotno. Že če demografske podatke pogledava, iz 21,000 smo padli, na 16,000, tako in potem rečemo, ja, pa kdo pa bo potem zapolnil ta mesta. Skratka, zdi se mi, da tako radi opletamo, bom pa uporabil to grdo besedo, z nekimi številkami, ker se mi zdi, da nihče od teh politikov, ki jih danes imamo, takrat, ko bo treba te številke, morda ga ne bo več. Tako, in je lahko danes to govoriti, ampak ko bo pa naprimer prišlo res do referenduma o NATO ali pa o oboroževanju, bo pa potem težko upravičiti kakšne takšne stvari. To, kar ima minister Sajovic v mislih, je prostovoljno služenje vojaškega roka. Ampak vseeno 30,000, ne? Ja, 7,000 zdaj teh, ki jih imamo, zdaj v generaciji jih 30,000 lahko dobiš, če greš v razpon od 18 do 25. Ni to samo ena generacija v letu. Če greš ti na prostovoljno služenje vojaškega roka, se do te številke da priti. To mu moram pritrditi. To vas moram vprašati, ker bom zdaj vsakega politika to vprašal. Vidimo, kaj se dogaja na Danskem, na Hrvaškem. Ali kot predsednica države bi podprli predlog znova obveznega služenja vojaškega roka? To je stvar temeljitih razmislekov in naborniški sistem za seboj potegne ogromno stroškov. To so nastanitvene zmogljivosti, to je večje število oficirjev, častnikov, to ni tako lahek zalogaj. In tudi tu se z ministrom za obrambo in predsednikom vlade strinjamo, vse je potrebno narediti, da poskušamo dobiti več profesionalnih vojakov in s tem imeti ta sprejemljiv kontingent znotraj Zveze NATO. Naborništvo je zadnja opcija, tudi zame. Ampak če se slučajno zgodi in res pride do referenduma o izstopu iz NATO, potem pa ta sistem ne bo več vzdržen. To pa lahko že vnaprej povem in to so povedali že mnogi. Sistem s profesionalnimi vojaki. Zdaj bova šla malce iz te mednarodne, pa kljub temu še kako domače teme, ker vendarle govorimo o varnosti. Morda na eno temo, ki pa zdaj razburja 4 kraje po državi, pa tudi kar nekaj tistih, ki tankajo gorivo na petrolu. Zakaj vas to sprašujem? Zato, ker se mi zdi, da medtem ko na eni strani govorimo o milijardah, na drugi strani imajo nekateri ljudje v naši državi občutek, da so dejansko postali drugorazredni državljani, to je beseda zelo radi nekateri uporabljajo. Pa imamo potem na eni strani odločitev kapitala, na drugi strani seveda politiko, ki se znova ne zna pogovarjati. Moje vprašanje je, kako vidite ta spor med državo in med petrolom? A je to ta simptom, ki ga imamo trenutno v tej državi, da se res ne znamo ničesar
dogovoriti, še prej pa pogovarjati in poslušati. Zdi se, da je tako. In mi je žal, in mi je hudo. Ker na koncu jaz iskreno verjamem, da se v dialogu znajo najti rešitve, predvsem pa kompromisi. Ko gre vsak na svojo stran in ko se potem začne ta igra, se upravičujem, ne boš ti mene, bom jaz tebe nazaj, potem to ni dobro. In to se je tudi pri Petrolovih črpalkah pokazalo. Ne, zdaj, ali je Petrol naredil prav, da je rekel, dobro, bom pa zapiral črpalke, ali je prav, da se predsednik vlade dolgo časa ni želel pogovarjati z njimi, ne eno, ne drugo ni prav, če mene vprašate. Ne. In glede na to, da je oskrba z gorivom seveda potrebna za čisto vsako skupnost, pa če je še tako majhna, je treba najti rešitve. In jaz mislim, da je minister Han, ne me zdaj vleči za besedo, dal eno dobro idejo. Zakaj ukinjati te bencinske črpalke, če lahko naredimo avtomatske bencinske črpalke? Mnogo kje po svetu, kjer potujem, v manjših krajih, imaš bencinsko črpalko, nobenega zaposlenega, samo postrežne avtomate, natočiš gorivo, plačaš in greš. Seveda nekaj stroškov je, ampak bistveno manj, kot če imaš tam 3-4 zaposlene. To bi bil zame kompromis, recimo. Pa je mogoče še kakšen na voljo, ampak tam je padel v oči, sem ga slišala. Ja, na Petrini, Črnem vrhu, nad Idrijo, Solčavi in Podkorenu so tisti ljudje, ki pravijo, bomo pa izvajali državljansko nepokorščino. Kaj kot predsednica, na primer, res lahko sporočite krajanom teh 4 krajev, kjer se res počutijo, ne? Res je, kot ste rekli, lahko je avtomatsko, ampak nekje imajo še trgovino notri, ne? Pa morda še malce lokala. Tudi ta pošto, se da na avtomat. Že, ampak pošte pa ne, no, to pa v so. teh malih krajih, ne, je včasih to je srce kraja, ne? Srce kraja postala, ne? Drži. A je res prav, da na eni strani res, ne vem, govorimo o 3 milijardah za orožje, po drugi strani pa se zdi, kot da ne znamo poskrbeti za 4 male kraje po državi, da se ne znamo tukaj dogovoriti. In nihče me ne bo prepričal, no, da kljub temu, da verjamem gospodarstvo, vem, kako gospodarstvo funkcionira in zakaj rabi gospodarstvo dobiček, to sicer verjetno ni vsem jasno, meni zagotovo je, ampak pri 3 majhnih črpalkah prihranek zagotovo ne bo tak, da bo opazen v tem globalno visokem proračunu naftne slovenske družbe. In če govorimo o državljanski nepokorščini, absolutno se mi zdi prav, da se ljudje oglasijo, ker je včasih to zadnja ali pa celo edina možnost, da jih politika sliši. Pravzaprav jih podpiram, ker naj bodo glasni. Greva zdaj k tej politiki, ki je pred volitvami obljubljala velike spremembe. Znova je bilo govora o reformah, sam se spomnim v teh 20 letih, da vsaka vlada napove reforme in vsi mediji jih ves čas sprašujemo, kdaj bodo reforme, pa potem, ko so, seveda niso dobre, ne, to je tudi nek tak začaran krog, ampak vendarle, zdravstvena reforma je bila obljubljena in dejstvo je, da je tudi morda res najbolj kritično stanje prav v našem zdravstvu, pa smo videli v Idriji, pa tudi na primer v Kamniku, da ob 4 ponoči ljudje stojijo v vrstah, da se vpišejo, da dobijo novega družinskega zdravnika. Se vam zdi, da je ta vlada naredila dovolj za ljudi, ko gre za zdravstvo? Velikokrat sem kritična do te vlade, ampak tukaj pa vendarle moram biti iskrena, da so to ostanki preteklosti. Mi smo imeli prvo, edino in zadnjo reformo do sedaj leta 1992, zdravstveno. Od takrat se je samo nekaj, rekla, krpalo luknje. Vedno pa povem eno stvar in jo bom tudi danes. Za celovito reformo katerega koli področja, še posebej pa zdravstva, ki se dotika res čisto vsakega, ki prebiva na ozemlju Republike Slovenije, potrebuješ konsenz med opozicijo in pozicijo in rabiš čas. Takšna reforma nikoli ni končana v mandatu ene vlade. In zdaj, če ta vlada ali pa katerakoli prej ne sodeluje z opozicijo, ki lahko zmaga na naslednjih volitvah, to je ruska ruleta, danes nihče ne zna napovedati, kdo bo sedel v naslednji vladi, a ne? In mora biti nek tak kompromis znotraj opozicije in pozicije, da se potem te reforme peljejo naprej. Tisto, kar mi v Sloveniji gledamo zadnjih 25 let, je pa sledeče. Ko pride nova vlada na oblast, je vse, kar je naredila prejšnja, popolnoma za nič. In začnemo znova. In začnemo znova. Pa ni res. A ne? In tukaj bi si jaz želela več sodelovanja. Ne nazadnje, vsaj verjamem, v to imamo vsi isti cilj. Dobrobit Slovenije in ljudi, ki prebivajo v tej prečudoviti naši domovini. In tukaj vleči vsak na svoj konec.
Ni rezultata tistega pravega, predvsem pa ne hitrega. Itak reforme niso hitre. Ampak ko ravno govoriva o zdravstvu, veste, jaz mislim, da se je v teh letih od leta 92 pa vendarle stvar izrodila v eno popolnoma napačno smer. In to tudi moti paciente, vse, ki potrebujemo zdravnika. To, da namreč zdravnik, ki dela v javnem sektorju, zdaj ali je koncesionar ali dela v javnem zdravstvenem zavodu, to je javni sektor, koncesionarji so del javnega zdravstvenega sistema, to je treba vsakič znova poudariti, ne, da potem velika večina teh dela še popoldan ali pa dopoldan, ne, tudi to sem že slišala, da ga ni na delovnem mestu v javnem zdravstvu in dela pri čistem zasebniku. To dvoživkarstvo pa moram reči, da tudi mene nervira. Ne? In če bo vlada poskušala rešiti vsaj ta problem, bomo morda naredili en velik korak naprej. Ja, ljudje moramo vzeti v zakup, da to seveda zdaj zdravnikom ni všeč, zato ker se jim jemlje določene, rekla, njihove fevde. Ne? Ampak v to kislo jabolko je treba ugrizniti. In tukaj je treba narediti red. Zdaj, ali so ti zakoni, ki so bili do danes sprejeti dovolj in podzakonski predpisi, nekako rezultatov še ni, itak čez noč ne morejo priti, a ne? Ampak jaz mislim, da v tem segmentu gre vlada v pravo smer. Morda bi se dotaknil še ene reforme plačne, ne? Tudi tukaj so vendarle prišli do nekega dogovora. Vi kot predsednica države ste zadovoljni s plačo? Jaz sem absolutno zadovoljna s svojo plačo, nisem pa zadovoljna s plačnimi razmerji med ljudmi, ki opravljamo najvišje funkcije in tistimi, ki so pod nami. In če kaj, ni prav, da je predsednica države na 1745. mestu v državi po plači. Pred tednom dni sem brala članek v Financah, pred menoj in predsednikom vlade sta načelnik generalštaba Slovenske vojske, predsednik Ustavnega sodišča, predsednik Vrhovnega sodišča. Ima ne zavidam. Rekla, evro v denarnici. Ampak nikjer v Evropi, ne samo v Evropski uniji, ni tako zelo razsut sistem, kot je razsut pri nas. To se mi ne zdi prav. Če imam jaz zdajle plače 4000 evrov neto, absolutno sem zadovoljna s plačo. Ampak da ima pa nekdo, ne vem, 5000 evrov neto in opravlja funkcijo, ki je pod menoj, pa ni prav. In to bi bilo treba enkrat popraviti, ugrizniti v kislo jabolko. Pa še ena stvar, boste me razumeli, zdaj ste v poslovnem svetu. Mi z nizkimi plačami na najvišjih državnih funkcijah delamo negativno selekcijo. Če bi mi želeli dobre gospodarstvenike spraviti v slovensko vlado, ki imajo znanje, energijo, vizije, ja, na 3500 evrov ministrske plače nekdo, ki ima danes 10 000 evrov neto plače, seveda ne bo šel. In s tem se nam ta kadrovski bazen izvrstnih strokovnjakov, ki jih v Sloveniji imamo, zelo, zelo zmanjša. Ja, danes vsi delamo za denar. Tako pač je. No, to je edina stvar, ki me moti. Saj sem zato zastavil tako vprašanje, ker sem vedel, da boste razumela podton tega vprašanja. A lahko potem rečemo, da je bila tudi ta reforma, kljub temu, da so jo dolgo peljali, da so se pogajali s sindikati, da so na koncu sindikati bili celo zadovoljni s to razmerjem 1:7 in tako naprej, ampak rešili pa nismo vseh stvari. Ne, nismo jih, predvsem, zdaj pa govorim, sem prepričana, da lahko to rečem v imenu vseh funkcionarjev. Funkcionarji smo tisti, ki nimamo nobenih dodatkov. Ne samo, da nas določeni funkcionarski profili prehitevajo nas naši podrejeni. Dobijo dodatek na nezdružljivost, dobijo dodatek za nadure, dobivajo dodatek za terensko delo in ta sistem, ta plačna reforma, ki po mojem mnenju ni bila reforma, ampak povečanje plač, ni odpravila. In še eno stvar, spet govorim v imenu funkcionarjev, tudi županov. Kako se lahko za naše plače pogajajo sindikati, ki nimajo veze z opravljanjem našega poklica? Ja, funkcionarji nimamo svojega sindikata in nimamo svojega glasu. In tukaj bi pričakovala od vlade, da se bo funkcionarske plače izvzelo s pogajanj plač v javnem sektorju, ker so popolnoma specifične in zelo, zelo drugačne od vseh ostalih plač v javnem sektorju. To bi recimo pričakovala. Pa me izplen niti ne zanima na koncu, ampak ločitev od sindikalnega boja za naše plače, oni ne čutijo naših problemov in jih niti ne poznajo. Ne bom ostal na teh funkcionarskih plačah, ampak bom res odgovoril, kot ste rekla, samo povečanje mase plač, 1,4 milijarde do leta 2028 bo to pomenilo. Hkrati pa se vprašamo,
ali bo to res, ne vem, pomagalo, da se bodo ljudje odločali pa za tiste poklice, ki pa so v tej plačni lestvici pa najbolj slabo plačani. Govorim pa o učiteljih, pa negovalcih, tudi vojakih, kjer sva začela. Ne? Pogledal sem vojak s 5. stopnjo, povprečna plača je 2100 evrov bruto, naprimer. Ne? Se z dodatki, veste, vojaško delo je zagotovo tako in tudi policijsko. Tam se z dodatki veliko naredi. Pri učiteljih tega ni, pri negovalcih tega ni. Jaz sem dala zadnjič en predlog, pa ne vem, ali so me že slišali ali ne. Mi smo zdaj začeli pobirati nov davek za dolgotrajno oskrbo. Ni še vse pripravljeno. Tudi to je proces, ki bo tekel zagotovo še v drugo vlado. Če kaj, bi zdaj lahko po vzoru ZUJF-a, torej nekega interventnega zakona, dvignili plače tistim profilom znotraj socialno-skrbstvenih zavodov, ki jih ni. In pogledati, ali je res plača tisto merilo in kriterij. Namreč nobena dolgotrajna oskrba, spoštovani gospod Trebušak, nam ne bo pomagala, če ne bomo imeli ljudi, ki bi jo izvajali. Potem je to en tak začaran krog. Ja, plače najnižjih v socialnem sektorju bi bilo treba povečati, če mene vprašate. Tam je bil dvig premajhen. Oziroma, to, kar je mene najbolj zmotilo. Vsi so govorili, da nihče zdaj nima manj od zajamčene plače. Tudi prej ni imel. Ker je država vedno doplačevala. In potem reči, saj smo dvignili plače do zajamčene, ne niste, ker ste prej doplačevali. Zdaj je samo v sistemizaciji tako narejeno, da doplačevati ni treba. In povečanje za 50 evrov bruto pri teh profilih, kot da ga ni. Ja, zdaj sem dodal ta milijardo pa 400 milijonov za plače, samo če seštejem na začetku še tisto milijardo, ki jo bo treba najti za obrambo. Morda še ena reforma, ki je več kot očitno ne bo, nepremičninski davek. Zdaj se pa pomikamo na tisto drugo stran, kje torej dobiti za vse te stvari, ki nas še čakajo. Nepremičninskega davka ne bo, kako na to gledate. Da se je spet dvignilo veliko prahu, veliko razburjenja, na koncu pa je bilo točno to, kar je v resnici vsaki vladi. Nobena vlada tega leto pa pol pred volitvami noče sprejeti. No, točno to sem hotela reči, da sem bila zelo, zelo presenečena, da se je o nepremičninskem davku začelo govoriti leto in pol pred volitvami. Takoj sem sama sebi rekla, tega filma ne bomo videli. In par dni nazaj je šel zakon z mize dol. No in tudi tukaj se mi zdi, da je javnost opozarjala najbolj na eno stvar. Da se je govorilo o davku na kvadraturo, ne pa o davku na, rekla, luksuzna stanovanja. Ni kvadratura merilo, ampak je treba pogledati, ali je hiša nova, kako je opremljena in kje je pravzaprav tudi lokacija. In to masovno vrednotenje nepremičnin ne odraža realnega stanja. Katerega koli nepremičninskega posrednika boste vprašali, da so tiste cene res ocenitve, kot da jih ni. Ampak to smo naredili, vedeli smo, da se to dela zaradi tega, da se bo enkrat lahko obdavčilo nepremičnine, ampak spet, morda prehitro, morda preveč zaletavo. Naj pa opozorim še na eno stvar, na USZ. Vsi poznamo to kratico, ker plačujemo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Ustavno sodišče je že presodilo, da gre za neustavno regulacijo plačevanja davka. Mislim, da je bilo to že leta 2014. 11 let mi še vedno te neustavnosti nismo popravili. Ne gre nam, ravno pri določenih temah. Zdaj bom morda še malce zapeljal naprej. Slovenija ima srečo. Živimo na nekem koncu sveta, kjer imamo mir, imamo res lepo naravo, dobre in pridne ljudi, prijazne. Po drugi strani pa vemo, da vse to vendarle plačujemo vsi državljani v proračunu in zato si želimo, da bi tudi tisti, ki s tem proračunom upravljajo, to počeli dobro. Tudi ko govorimo, o investicijah, se res lahko pohvalimo, nova investicija 400 milijonska in tako naprej, ampak Nemška gospodarska zbornica po drugi strani opozarja na neka dolga leta v prihodnosti, pa morate paziti, vaša konkurenčnost vendarle pada. Prej ste omenili 11 let traja, da bi izvršili sodbo ustavnega sodišča, morda polovico tega pa traja, da dobiš kakšno dovoljenje za novo investicijo, vmes se pa davek že dvakrat spremeni. Kako vidite ta položaj Slovenije v tem času, ko tudi zavezništva ekonomska padajo, tukaj mislim zdaj carinsko vojno, Evropska unija, Amerika, pa morda tudi vse bolj privlačna Hrvaška, Slovenija vendarle izgublja ta položaj. Tu vsi opozarjajo,
tukaj smo pa zdaj seveda pri statistiki, pri raznih interpretacijah, ampak mene pa skrbi, če mi ves čas tudi od ozunaj govorijo, pazite, da se ne boste čez nekaj let znašli zadaj. Ja, zdaj ste zadeli žebljico na glavico. Vse prevečkrat imam občutek, pa ne samo jaz, veste, pogovarjam se z mnogimi ljudmi, veliko sem po terenu doma in na tujem. Ne. Nimamo nekega vizionarskega pogleda 3 korakov naprej. Morda enega še vidimo, pri drugem in tretjem nam zmanjka. Ne, govorili ste o predvidljivem davčnem okolju. Poznam zgodbo enega biotehnološkega podjetja, ki je želelo napraviti investicijo za 300 milijonov evrov na obali in so prišli iz okolja, kjer ta možnost je, to je Švica. In na Ministrstvu za finance prosili samo za eno stvar. Ali nam lahko za 10 let garantirate, da bodo davki takšni, kot so danes, za nas? Če jih boste kasneje zvišali ali znižali, nam je vseeno. Mi rabimo predvidljivo davčno okolje, da bomo investicijo znali splanirati. In jaz sem takrat govorila z ministrom za finance. Sem rekla, zakaj v zakon ne napišete, da če je investicija več kot 200 milijonov evrov, dejte jim za 10 let davek, kot je danes, in ga za to podjetje ne spreminjajte. In kakšen je bil odgovor? Ja, ne, to pa ne. To podjetje seveda danes ni naredilo investicije v Sloveniji, ampak je šlo v Ameriko. Mi izgubljamo na ta način. Vam bom povedala še en grozljiv statistični podatek. OECD spremlja hitrost administrativnih postopkov v državah članicah OECD-ja, kar se tiče gradnje. Zdaj, ali stanovanj, ali tovarn, je čisto vse eno. Veste, na katerem mestu je Slovenija med državami članicami OECD po hitrosti pridobivanja vseh dovoljenj, torej od začetka, ko se nekdo odloči za investicijo, do trenutka, ko zasadi lopato? Verjetno ne bom zgrešil, če bom rekel, da smo čisto pri repu. Zadnji. Na zadnjem mestu. V Sloveniji traja od 5 do 7 let, da speljemo vse te postopke. Veste, to pa je naloga države. Tukaj ne govorimo o porabi davkoplačevalskega denarja in tem, kje bi nekomu vzeli, da bi lahko nekomu dali. Tu je treba popraviti zakonodajo, prevetriti postopke in zaradi mene jih narediti na novo. Sem vesela ene stvari, namreč slovenska vlada se zelo zaveda, da pri pohitritvi postopkov lahko zelo pomaga umetna inteligenca. Mi smo zdaj v fazi številnih razpisov za uvajanje umetne inteligence v postopke odločanja v javnem sektorju. In ena od aplikacij je že zelo daleč, tik pred uporabo, ki bo znala spisati upravno odločbo. Med te sodijo seveda tudi odločbe o gradbenem dovoljenju. Ne? Tako da morda nam bo pa umetna inteligenca pomagala pri vseh teh zapletenih postopkih, če jih sami ne znamo poenostaviti, nam jih bo pa sta pametna blondinka v žicah. Ne? Te inteligence se mi zdi, da nam manjka tudi v svetu, v katerem smo bili še včeraj prijatelji z nekaj spremembami na vrhu držav, tukaj seveda ciljem na Ameriko, pa se zdi, da tudi ko gre za gospodarstvo, padajo vsa ta zavezništva. Zdaj bo jasno, ali bo Trump dal novo carino ali ne, kakšna bo. Moje vprašanje tukaj pa je, sta se, odkar ste vi predsednica države in je Melania Trump prva dama ZDA, kdaj slišali? Mi smo se na kratko pogovarjali, ampak res zelo na kratko, na pogrebu papeža Frančiška. Sem pa imela to priložnost, da sem vendarle imela 14 dni po nastopu mandata predsednika Trumpa možnost govoriti s predsednikom, ampak takrat sva se v glavnem pogovarjala o Rusiji in Ukrajini, to je tudi njega najbolj zanimalo, ker si je res, mislim, da iskreno želel rešiti ta spor. Zdaj, te povezave z gospo Melanijo Trump ne izkoriščam za notranje politične probleme. Upam, da bo enkrat vendarle priložnost, da se za daljši čas srečam z ameriškim predsednikom, da se pogovoriva o odnosih med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Tukaj Slovenija, pač znotraj Evropske unije, eden od, rekla, svetlih kamenčkov v tem mozaiku. Lahko pa iskreno povem, da mi seveda ni všeč ena stvar. Zdaj je brutalno iskrena. Jaz imam včasih občutek, da predsednik Trump izvaja nek eksperiment v mednarodni politiki. V ozadju ni nobene analitike. Ne? Ko so ameriški ekonomisti šli računati, od kje
prišel do številk o carinah za Kitajsko, Evropsko unijo, za posamezne države, niso prišli do ugotovitev. Ne. In veste, eksperimentirati v mednarodni politiki ni dobro. Če ti ne poveš, kaj ti v mednarodnem pravu ne ustreza in se trudiš, da bi se spremenilo, da bi bilo drugače, če to, kar je danes, ni v redu, bom to razumela. Če pa ti rušiš mednarodno pravo in rešitev ne daš, pa planet vodiš v kaos. To je pa ena od stvari, ki pa mene seveda skrbi. Ko ste bili v Evropskem parlamentu, vaš govor je odmeval, pogledal sem potem intervju, ko ste rekli, seveda sem pričakovala tudi nasprotnike, ampak glede na to, da ste pravnica, veste, kaj pomeni genocid. Absolutno, da. Zdaj ste to mednarodno pravo tudi omenili in zato bi tukaj vseeno postavil še eno vprašanje na to temo. Zdi se mi, dostikrat rečejo, zakaj se Slovenija zdaj ukvarja z genocidom in s težavami tako daleč stran, ko pa imamo svoje lastne težave. Letos mineva 30 let od genocida, ki nam je mnogo bolj blizu in se je dogajal v času, ko se je vojna bila tudi pri nas in potem kasneje. Drži. Govorijo o Srebrenici. Tako, govorijo o Srebrenici. A se vam zdi, da je pričakovati, da se bo v Gazi kaj spremenilo zgolj s pozivi politike, ne pa morda aktivnim državljanstvom, prej ste rekli, pa naj bodo kar glasni, da se jih bo slišalo. Ampak zdi se, da naprimer v Nemčiji, ko protestirajo proti nasilju Izraela nad Palestinci, tudi v Londonu, da je ta glas za Palestince v Evropski uniji, kjer tako slavimo svobodo govora, prepovedan. In to me boli. To me boli, ker nekako vidim tudi različne pozicije, ko govorimo o vojni v Ukrajini in ko govorimo o spopadu med Palestino in Izraelom. Zelo težko to sprejmem, ampak če mi dovolite, bi vendarle, glede na to, da so nekateri celo zdaj ali zelo namerno ali res nevedoč mešali zločine proti človeštvu in genocid, bom samo na kratko pojasnila razliko. Ko govorimo o zločinih proti človeštvu, to pomeni, da tisti, ki strelja, sovražnik, na drugo stran, mu je čisto vseeno, kdo stoji pred njim. Ali je to Slovenec, Kitajec, Bolgar, Danec, vseeno. Streljaš vse, kar je pred teboj. Zločini proti človeštvu. Preskok, da pridemo do genocida, je pa v eni sami točki. Ko gre za pobijanje ene nacije, ene rase. In tudi moj predpredhodnik, dr. Danilo Tirk, je jasno povedal, da gre za genocid. Pogovarjala sem se s Francesco Albanese, jutri prihaja k meni v goste. Mednarodna pravnica, posebna poročevalka za spremljanje stanja v Palestini. Kriči že več kot pol leta, da se je tam prelomilo iz, rekla, vojnih zločinov v genocid. Eno stvar si dajmo zapomniti na tem mestu. Eden od slovenskih politikov je rekel, dajmo vendarle počakati, da bo sodišče presodilo, ali gre za genocid ali ne. Ta izjava se mi je zdela tako deplasirana, ali bomo res počakali, da bodo pobili, zdaj smo že pri številki 60 000, še več ljudi in bomo počakali na odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča, je šlo za genocid zdaj, ko je sodišče tako presodilo. Ne? Jaz mislim, da si kot mednarodna skupnost preprosto ne smemo privoščiti čakanja. Treba je pogledati definicijo, jasna je, povedati, zakaj gre. Ne nazadnje, veste, Mednarodno kazensko sodišče je izdalo tiralico proti gospodu Netanjahuju in še sankcije proti naši sodnici. Ne? Tako, tukaj bi vas samo nekaj vprašal. Ja. Omenili ste ta najvišji organ, ki bi nekako naj skrbel, da se vsi ne pobijemo med sabo. Da velja neka vsaj pravna ločnica med tem, kaj smemo, če smo že v vojni. Nisem ga omenila, to je Varnostni svet Organizacije združenih narodov. Sodišče sodi ex post. Organizacija združenih narodov bi pa morala preprečevati konflikte. In tega ne deluje, sodišče pa države, ki podpirajo, naprimer, takšno ravnanje, ne priznavajo. In potem imamo da ga ne priznavajo, upravičujem, ker vas prekinjam. Združene države Amerike so pomagale ustanoviti sodišče, Mednarodno kazensko sodišče, zdaj pa negirajo njegov ustroj. In spet tukaj ta hipokrizija, hinavščina, če želite. Dokler je to sodišče presojalo genocide in ostale vojne zločine
V afriških državah je bilo vse v redu. Zdaj, ko je treba presojati nekoga, ki je, recimo, naš zaveznik, je pa vse narobe. Ampak Ne, tudi v ravno Evropi se to takrat dogaja, ne? bi ga morali bolj podpreti. Ravno takrat. Zdaj, tudi v Nemčiji, na primer, so dejali, da če bi Netanjahu prišel na obisk, ga pač tam ne bi aretirali. Ne? Grozljivo. Zdaj, Grozljivo. kam peljem, ta vikend se je odvil koncert, o katerem smo tudi Slovenci tako veliko govorili, o domoljubju, pa me morda najprej zanima, kako vi vidite to razliko med domoljubjem, ki prehaja v sovraštvo, ali pa domoljubjem, ki je dejansko domoljublje. Razlika je zelo velika. Jaz sem včasih, veste, tudi malo žalostna, ker si je domoljubje uzurpirala desna politična struja. Domoljubja je na levem političnem polu morda premalo, domoljubja, o katerem bi govorili. Domoljubje ni levo ali desno. Domoljubje pomeni, da imaš rad svojo državo in prebivalce, ki živijo v tej državi. Kdaj se to domoljubje prevesi v sovraštvo, je pa zelo jasno. Takrat, kadar ti začneš poveličevati en narod, ki živi na območju ene države, takrat pa pridemo do velikih problemov. In morda vam lahko omenim še en statistični podatek. Ni države na tem svetu, ki bi bila etnično čista. Je ni. America first, Slovenija first, Hungary first, Serbia first, Srbija prva in tako naprej. Vse to povzroča sovraštvo, povzroča poveličevanje enega naroda. Ampak kot rečeno, v nobeni državi ne živi samo en narod. Ja, imaš večinske in manjšinske narode in še enkrat bom poudarila, domoljubje zame je, da imaš neskončno rad svojo domovino in vse ljudi, ki prebivajo tu. Dostikrat bom zdaj vzel en argument, ki ga imajo morda na tisti strani, kjer so si domoljubje malce prilastili. Za Slovence je poskrbljeno slabše kot za vse tiste, ki k nam pridejo, ali pa vzemimo zadnji primer Rome, a ne, leva vlada nikoli ni nič naredila, sam bi tukaj samo dejal, Tudi desna, kot ne? novinar, se to spremljal in se ta problem nikoli ni rešil, kljub Drži. velikim obljubam. Se vam zdi, da če bi pa morda tudi pravna država doma pri nas delovala bolj konkretno, hitreje, učinkoviteje, da bi morda kakšen tak argument domoljubja in nedomoljubja izginil? Se strinjam z vami. Ne, če država deluje dobro, predvsem institucije pravne države, potem je možnosti za takšne konflikte seveda bistveno manj. In ko ste omenili ravno Rome, ne, sem včasih kar malce presenečena, ko slišim, da si policisti ne upajo več v romska naselja, predvsem na Dolenjskem, kjer so problemi mnogo večji kot v Prekmurju, recimo. Ne. Ampak jaz sem večkrat poudarila to. Zakon mora veljati za vse. Podprla sem župane, ki so dali nekaj dobrih predlogov, kako bi se stvari lahko rešile. Zdaj mislim, da so jih nekaj celo podprli že v Državnem zboru, ampak je spet trajalo 2 leti. Ne? In veste, pri Romih mene najbolj moti to, da otrok ne pošiljajo v šolo. In to je en tak začaran krog, kjer imaš potem romske otroke brez ustrezne izobrazbe, niti osnovne šole ne dokončajo, in seveda je potem na trgu dela bistveno težje za njih in so sami ujeti v to svojo skupnost in ne vidijo izhoda ven. Redki so tisti, ki, bom rekla, splavajo, dokončajo šolo in imajo nek zadosten nivo integracije. Ne želim govoriti o asimilaciji. Ne. Tukaj se mi zdi, bi država lahko naredila še mnogo več. No in eden od ukrepov, ki so ga župani predlagali, če otrok ne hodi v šolo, ne dobiš finančnega nadomestila v denarju, ampak v materialnih dobrinah. Država bo poskrbela, da otrok ne bo lačen, ampak ne v denarju. In veliko ljudi mi to reče, naj mi Romi ne zamerijo, Romi razumejo denar. To pa res razumejo. Vi ste pravnica, tukaj morda samo pod vprašanje, ko smo v tem primeru govorili, je bil razlog, zakaj tega še ni, tudi v tem, da bi tak zakon pravno verjetno padel. In še ena stvar, zelo zanimiva, mi popisa, kdo je Rom in ne, tudi zaradi spoštovanja pravic, ki jih imamo vsi državljani in državljanke Republike Slovenije, v resnici sploh nimamo. Torej je kaj takega praktično nemogoče izvesti, ker ti ne smeš reči, ti si Rom in tako naprej. Ne, da ne smeš reči, sej se ve, v popisu ni tako kot ni veroizpovedi. To so ene varovalke,
zato, da se potem ne zgodi pogrom proti določenem segmentu. Predvsem so to vedno manjšine na udaru, ko pride napačna oblast. Na oblast se s takimi bazami lahko naredi marsikaj. Dajmo se te nevarnosti zavedati. Ampak centri za socialno delo zelo natančno vedo, kdo so iz romskih družin, kakšne težave imajo. Tam noter so lokalno te baze. Torej imamo male brate in male sestre, ne velikega brata. Tam se da. Zdaj, seveda, razprave o tem, ali bi bilo protiustavno. Protiustavno bi zagotovo bilo, če bi se jim ukinilo kakršnokoli pomoč. Jaz pa vendarle vidim z vidika načela sorazmernosti, ki je osnovno načelo, ko presojaš ustavne pravice. Tu možnost, ki so jo župani odprli in sem jo jaz podprla, da se ne da v denarju, ampak v materialnih dobrinah. Še vedno otroci ne bodo lačni, dobili bodo kruh in mleko, obleke, svinčnike, blokce, ne pa denarja, ki največkrat ne gre. Ne, za otroke. Ustavne sodnike ste omenili oziroma ustavno sodišče, sam bom malce preskočil, ker tam boste verjetno bili uspešni, ko pa je govora o 2 imenovanjih za varuha človekovih pravic pa za guvernerja Banke Slovenije. Pa ta pogovor danes se veliko vrtiva okoli denarja, pa v pogovora in dogovora očitno res ne steče. Koliko krivde je na vaši strani? Veste, vedno sta za prepir ali dogovor potrebna 2. Jaz ne bežim od svoje odgovornosti, ampak po 6 vrhunskih kandidatih, pa bolj kot iščem napake pri sebi, manj jih najdem. 6 vrhunskih kandidatov, govorim o guvernerju, nihče ni bil sprejemljiv. In še vedno samo eno in isto ime prihaja ven. Zakaj pa tam ne popustite? Jaz sem svoje razloge povedala. Gospa se mi ne zdi primerna kandidatka. In to je moja presoja. Sej na drugi strani seveda tudi lahko rečejo, ja, mi smo pa tisti, ki na koncu potrdimo, Ampak 6 kandidatov sem predlagala, nihče ni bil sprejemljiv. Jaz upam, da bomo našli dovolj razuma in politične moči, da bomo do konca mandata te vlade vendarle, vsaj guvernerja, za varuha je pa pot mnogo težja. Tu pa vam pa povem, da bolj kot razmišljam, kako in na kakšen način pridobiti 60 glasov, seveda govorimo o 2/3 večini, bolj se mi zdi misija nemogoče. Sem pa ravno zaradi imenovanj varuha in guvernerja opozorila politiko na eno stvar. Takšen način imenovanja najvišjih državnih funkcionarjev je neustaven. Ustava namreč pravi, da predsednik republike imenuje najvišje državne funkcionarje, če tako določa zakon. Razen Komisije za preprečevanje korupcije so v vseh ostalih zakonih neustavne rešitve, namreč v smeri, da predsednik predlaga v imenovanje državnemu zboru. In jaz sem politiki rekla eno stvar. Ali dajte najvišje državne funkcionarje v celoti po vzoru KPK-ja z strokovno komisijo, z varovalkami v imenovanje predsedniku, ali pa vzemite vse to od predsednika stran in imenujte popolnoma politično vse te funkcije v državnem zboru. Samo te 2 možnosti sta. Ta, ki je danes, je neustavna in se je že večkrat v preteklosti pokazalo, da je predvsem pri varuhu, kako zelo težko je najti kandidata, ki bo dobil 60 glasov na javnem glasovanju. Edina funkcija v državi, o kateri se v državnem zboru glasuje javno. Sem prosila ministrico za pravosodje, naj popravi vsaj ta del, ampak tudi tu še nisem bila uspešna. Se bom čisto na kratko tukaj, ampak ko ste rekli, zakaj ste zavrnili njihovo kandidatko, zadnjič sem imel čas govoriti z gospodom Arharjem in ugotovil, kakšno širino ima, morda samo za razumevanje tistih, ki nismo dobro podočeni, zakaj je to tako pomembna funkcija, ker dostikrat govorimo o imenih, pa potem o tem političnem kupčkanju in pozabljamo, da je na tem mestu pač vendarle, oziroma da bi na tem mestu vendarle moral biti nekdo z res, res veliko širino. Drži, makroekonomist je tisti, ki ga rabiš tam. In veste, tudi velikokrat slišim se, kaj pa sploh še je pozicija Banke Slovenije, se vse na Evropski centralni banki v Frankfurtu odvija. Seveda veliko, mi smo znotraj monetarne unije, vse, kar je evrske denarne politike, vse se odvija v Frankfurtu. Tam Slovenija sedi med ostalimi 27 guvernerji. Ampak morda pozabljamo na eno stvar. Banka Slovenije je tista, ki daje soglasja za imenovanje članov nadzornih svetov in članov uprav v slovenskih bankah. In tu mislim, da politika igra svojo igro. In tu tiči zajec. Zdaj so pri koncu
Vaš soprog Aleš Musar je javno spregovoril o diagnozi, ki jo je dobil pred dobrimi 4 meseci, rak prostate. Kaj vama je ta izkušnja vzela in kaj vama je dala? Veste, že ko slišiš R od raka, se ti nekaj prelomi, malce drugače začneš gledati na vse skupaj, ampak recimo, da v tej slabi novici, ki sva jo dobila, je vendarle nekaj dobrega, to, da so ga odkrili dovolj zgodaj. Zdaj je pač treba vse napore usmeriti v to, da se Aleš pozdravi. Niso pa to lahke izkušnje, tudi za sina ne. No. Tako da to je zdaj ena stvar, ki bremeni našo družino, ampak nismo edini, ne v Sloveniji, ne na svetu, in bomo skupaj zmogli. Poznamo vas kot odločno, močno žensko. Kako drugače zdaj po vsem tem gledate, ne vem, na moč, na krhkost ali pa na čas? Vse je relativno, ne, na koncu. Ko se ti nekaj takega zgodi, morda še večkrat pomisliš na to, kako je vse skupaj minljivo, predvsem pa, kako zelo pomembno je zdravje. Kaj vam v tem primeru, ne vem, pomeni zasebnost, glede na to, da ste predsednica države, torej najvišja javna osebnost, po drugi strani pa bijete svojo bitko v družini? Veste, dolgo sva kolebala, ali povedati ali ne. Jaz moram reči, da sama nisem bila čisto prepričana ali vnaprej povedati, preden se seveda razširi slej ali prej, verjetno bi se, ali pa tudi ne, zdaj ne bom vedela. Ne. Aleš se je pač bolj nagibal k temu, da pove sam vnaprej. Imel je pa tudi en plemenit namen vzadaj, no. Precej dela z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, skupaj z prvimi soprogami delajo na projektih debelosti. Ta projekt vodi hrvaška prva dama, soproga Zorana Milanovića, in je rekel, če bom že povedal, bi povedal z vidika preventive, ne, pojdite se moški testirati. In veste, veliko se mu jih je oglasilo, tudi meni. Mater, ne, res se bom šel testirati, ja, pojdi se. Če odkrijajo to dovolj zgodaj, boš srečen. Če ne, se slabo konča. Ne. V najnem pogovoru nisva govorila o prav pozitivnih temah, nažalost, pa glede na poletje, skoraj da bi morala, ja. A ste optimistka v življenju? Ja, jaz imam vedno na pol poln kozarec, ne na pol prazen. Večen optimist sem, večna optimistka. Sem. Se pravi, vedno verjamem, veste, da se stvari da spremeniti. Jaz nikoli nisem v neki coni udobja, ker eno od mojih načel, stališč, moto, če želite, je, če si tiho in če nič ne narediš, se nič ne bo spremenilo. Če poskušaš narediti nekaj, kar je tvoj cilj, temu cilju daš možnost, da do tja prideš. Ne? In na ta način funkcioniram, na tej poziciji sem prej v življenju funkcionirala tako. Skratka, optimizem, smeh, veselje, zdravje, ne, so nekaj, kar nam pomaga priti do, recimo, boljših odločitev. In dopust? Dopust bo. In tudi pomaga pri boljših odločitvah. Absolutno da. Če vam lahko povem samo en podatek, od 3. maja do 24. junija nisem imela enega dneva prostega, ne sobote, ne nedelje, nič mi ni bilo težko, ampak 24. junija, ko je prišel 25. junij, no, že takrat mislim, da je bil dan odprtih vrat tukaj na praznik, potem mi je majčkeno padla skala dol, ampak sem bila res že zelo utrujena. Par dni počitka, pa sem spet stara Nataša. Hvala lepa za vaš čas. Dobro bite bitko, ki jo imate doma. Dobro bite bitko tudi za dobrobit vseh Slovenk in Slovencev in se prav veselim najnega naslednjega pogovora. Hvala lepa. Hvala tudi vam za priložnost in vse dobro vam in poslušalcem vašega podcasta. Hvala. SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.